Živahno so nas z avtorsko skladbo Dobro jutro, draga moja, pozdravili člani skupine Zven. Kadar je jutro dobro, je dober tudi dan, kot je današnji. Dober dan, dragi zbrani, in dobrodošli na priložnostni prireditvi ob uradnem odprtju nove enote celjskih lekarn v Slovenskih Konjicah. Poseben pozdrav poslancu Državnega zbora Bojanu Podkrajšku, pozdrav županu Slovenskih Konjic, gospodu Darku Ratajcu, županu Vitanja Slavku Vetrihu, predsednici Lekarniške zbornice Slovenije, magistrici Darji Potočnik-Benčič in direktorici celjskih lekarn, gospe Lilijani Grosek. Čeprav je nova enota, ki bo danes uradno predana namenu na Liptovski, pa nosi v imenu Škavce, ki imajo v Konjicah posebno mesto. In verjamem, da bo to zasedlo tudi nova pridobitev, ki jo bomo danes simbolično predali namenu. Te se veseli tudi prizadevna direktorica celjskih lekarn, gospa Lilijana Grosek. Gospa Lilijana, izvolite, vabim vas k besedi. Besedo. Morda, da ne bom predolga in bomo imeli več časa potem za druženje, si bom raje kar pomagala z listkom, pa malo z oporo. Skratka, spoštovani gostje, na današnji dan praznovanja celjskih lekarn obeležujemo poleg ustanovitve nove lekarne zavoda še dva pomembna praznika za lekarništvo. Predvčerajšnjem 26. septembra smo na dan svetega Kozme in Damjana, ki sta znana zavetnika lekarn, praznovali že 18. dan slovenskih lekarn. Včeraj je bil svetovni dan farmacevtov. Živahen gospodarski utrip občine Slovenske Konjice se odraža tudi v precej hitri rasti prebivalcev na njenem območju. Zato je bil že pred leti izpolnjen demografski pogoj za ustanovitev nove lekarniške enote. Organizacija zdravstvene dejavnosti v občini nas je pa zlasti po izgradnji prizidka zdravstvenega doma usmerjala, da najdemo lokacijo na območju mesta Slovenske Konjice, kjer bo omogočena čim lažja dostopnost za paciente. To v praksi pomeni, da so v bližini lekarne nahaja čim večje število parkirnih mest. Ker morajo biti lekarne po lekarniškem zakonu tudi medsebojno ustrezno oddaljene, je postal ta pogoj izpolnjen za lekarne Škalce na dan, ko je naselje Zreče v sosednji občini pridobilo status mesta. No, in naj sedaj še kdo reče, da ni pomembno imeti pravega soseda o pravem času na pravem mestu. Ustanovitev lekarne pomeni že običajno precej dolg in zapleten postopek, ki se v tem primeru še dodatno zapletal in je terjal zelo veliko potrpežljivosti, prizadevanj in sodelovanj številnih ustanov in posameznikov, da smo nazadnje po več kot 3 letih le prispeli do cilja. Zato velika zahvala županu gospodu Ratajcu, občinskemu svetu in vodji oddelka za splošne in družbene zadeve, gospe Brecelj, da smo se uspešno prebili čez množico predpisov in tudi birokratskih ovir. Zahvala gre projektantu gospodu Malgaju, ki je vodil načrtovanje lekarne in njene opreme, sodeloval pri projektantskem nadzoru in tudi nadzorniku nad gradbeno prenovo, gospodu Pangršiču. Gradbena dela so bila izvedena pod okriljem podjetja Arba Plus, opremo je izdelal Mizar Celje. Pohvalno so vsi svoje dela zaključili pravočasno in kvalitetno. Zahvala tudi gospe Faladore od podjetja Supernova, ki je ves čas trdno verjela v velik napis lekarna nad vrati poslovnega prostora v tem nakupovalno-poslovnem centru in že od takrat, ko se je to zdelo še skoraj nemogoče.
Zahvala pa tudi vsem neimenovanim, ki so prav tako veliko pripomogli, da je lekarna pričela delovati. In sedaj še beseda o denarju. Sredstva za investicijo in začetne zaloge v višini 370 000 evrov smo zagotovili iz lastnih virov zavoda. Vodenje lekarne smo zaupali Gregorju Kračunu, ki je doma tudi blizu. Svoje izkušnje za vodje lekarne pa je veliko let pridobival v Zrečah in v Celju. Verjamem, da bo skupaj s svojimi sodelavci v novi lekarni Škalce, oziroma Škalcem, da prav povem, tako kot že od prvega dne naprej, tudi v prihodnje odlično opravljal svoje poslanstvo, ki smo mu v zavodu zavezani. In sicer, da posredujemo uporabnikom storitev in zdravstvenim sodelavcem najsodobnejše znanje, informacije in zdravila ter izdelke za ohranjanje, zagotavljanje in ohranjanje zdravja ter izboljšanje kakovosti življenja. Hvala za vašo pozornost in tudi zahvala, da ste se udeležili današnjega prazničnega dogodka za naš zavod in delite te vesele trenutke z vami. Hvala Lani Gorinše Godnič, učenki 5. razreda glasbene šole Slovenske Konjice in učiteljici Živi Skrbiš za čudovit glasbeni duet na flavti. Z melodijo sta nas popeljali v Charlestown. Mi pa ostajamo v Slovenskih Konjicah, kjer je na uspehe ljudi in na nove pridobitve ponosen tudi župan Slovenskih Konjic, gospod Darko Ratajc. Gospod župan, tudi vam gre zahvala, da se danes veselimo nove pridobitve in ob tej priložnosti vas vabim k besedi. Lep dober dan, spoštovane dame in gospodje. Torej, izjemno sem danes vesel, da odpiramo to lekarno. Kot je bilo rečeno, Konjice rastejo in seveda zdravstvena oskrba je pomembna. V Konjicah imamo dobro zdravstvo, imamo dober zdravstveni dom in imamo tudi dobro lekarno. Celjske lekarne so en zgled, kako naj, bom rekel, takšni zavodi poslujejo. Vsa leta pozitivno poslujejo in seveda tudi širijo svojo mrežo. To, kar odpiramo danes, ni edino, kar je zavod pripomogel Konjice. Torej, pomagali so pri izgradnji prizidka zdravstvenega doma in tudi kupili prostore v Ločo. Torej, smo izjemno veseli, ponosni in jaz upam, da bo tudi ta poslovalnica poslovala uspešno v korist naših občanov, kar je konec koncev tudi naloga vseh nas, ki na nek način v javnem delu delamo in živimo. Torej, veliko uspeha, iskrene čestitke direktorci, celotnemu kolektivu in let dan še naprej.
Hvala Asi. Asi Konušek je učenka Glasbene šole Slovenske Konjice, obiskuje 4. razred in glede na to, kako že zdaj raztegne svoj meh, prav lahko pričakujemo, da se bo kmalu pridružila kakšnemu od številnih glasbenih ansamblov na Konjiškem. Dvema lekarnama v občini pa se je letos poleti pridružila nova lekarna Škavce. S tem v celjskih lekarnah sledijo ciljem optimalne preskrbljenosti prebivalstva z lekarniškimi storitvami. Ker živimo v obdobju, ko so tudi farmacevti izpostavljeni velikim tveganjem, je velikega pomena nemotena dostopnost do zdravil vsem, ki jih potrebujejo. Zato je vsaka enota velikega pomena. K besedi zdaj vabim predsednico Lekarniške zbornice Slovenije, magistrico Darjo Potočnik Benčič. Gospodarja, izvolite. Spoštovane dame in gospodje, prav lep dober dan želim. September je za lekarništvo, kot kaže, zares poseben in prazničen mesec. Oba praznika je omenila že direktorica Liljana Grosek. Jaz pa naj dodam k temu še, da je današnja otvoritev kar 4. otvoritev lekarniške enote v Sloveniji. Pri tem pa nova lekarna Škavce v Slovenskih Konjicah predstavlja tudi novo enoto v mreži lekarn Slovenije, kar je velika pridobitev tako za kraj, kot tudi za stroko. Vsako delo opravijo ljudje, ne glede na vso digitalizacijo, informacijsko podporo in podobno. In prav ljudje, torej strokovni farmacevtski delavci, pa tudi vsi tisti v ozadju lekarn, ki jih ne vidimo, so pa za nemoteno delovanje še kako pomembni, so temelj našega lekarništva. Strokovno znanje, empatija zaposlenih, urejene in dostopne lekarne in kakovostna zdravila pa so to, s čimer zgradimo zaupanje naših pacientov in drugih uporabnikov. Vem, da se ponavljam v svojih nagovorih, vendar smo se dejansko o pomenu dostopnosti do zdravstva in zdravstvenih storitev kar dodobra poučili v preteklih 2 letih in lekarne so se tukaj izjemno izkazale. Bolniki so svoja zdravila dobili pravočasno, pa tudi preskrba z drugimi izdelki za ohranjanje zdravja je potekala brezmotenj. Reševali pa smo tudi številne druge zagate pacientov, ki so bile posledica slabše dostopnosti do drugih zdravstvenih storitev. V lekarnah strokovni farmacevtski delavci zmoremo še veliko več. Lahko bi celo rekli, da smo neizkoriščen potencial zdravstva. Če omenim samo storitev pregled uporabe zdravil in osebno kartico zdravil, ki pripomore k varnejši uporabi zdravil pri posamezniku in izboljša izide zdravljenja, posredno pa tudi razbremeni družinske zdravnike. Enako velja za cepljenje v lekarnah, ki jih izvajajo magistri farmacije. Seveda se tudi v slovenskih lekarnah srečujemo z velikim pomanjkanjem kadra, zato bi recimo cepljenje lahko izpeljali kot sezonsko cepljenje proti gripi in v 12 evropskih državah to že izvajajo in dokazan je dvig precepljenosti. Žal mi do našega ministra še zmeraj nismo prišli, da bi me vse to, kako in s čim lahko v slovenskih lekarnah pripomoremo k izboljšanju javnega zdravja, tudi predstavili. No, iskreno upam, da se bo to uredilo in da bo komunikacija stekla. Naloga Lekarniške zbornice je, da skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj lekarniške dejavnosti ter zastopa interese svojih članic. Lekarniška zbornica torej brez svojih članic ne obstaja in razvoja stroke brez sodelovanja vas, cenjeni kolegi, tudi ne moremo graditi. Zato naj se na tem mestu iskreno zahvalim vsem farmacevtom, še posebej pa direktorici zavoda Liljani Grosek, ki poleg svojega rednega dela prispevate k razvoju stroke, k prepoznavnosti pomena naše dejavnosti v lokalnih okoljih in širše in tako posredno in neposredno omogočate, da pacienti dobijo tako zdravila, kot tudi storitve, ki jih potrebujejo.
Temu sledijo tudi zadnja prizadevanja Lekarniške zbornice Slovenije, kot ste morda zasledili v preteklih dnevih v javnosti. Ko rečemo strokovnost, kot rečeno, strokovnost in dostopnost odlikujeta slovensko lekarništvo. Za novo lekarno v vašem kraju ste še izboljšali dostopnost. Koncept vseživljenjskega učenja, ki pa je vgrajen v nas same, ki delamo v lekarništvu, pa je zagotovilo za strokovnost. Napredek v medicini in farmaciji je izjemen in temu zaposleni v lekarnah sledijo ter nova dognanja uporabljajo pri svojem delu, to je pri svetovanju pacientom in tudi vsem tistim, ki v lekarni iščejo izdelke in nasvete za ohranjanje zdravja. Za konec še enkrat čestitke vsem občanom in tudi prebivalcem okoliških krajev za novo pridobitev na čelu z gospodom županom. Zahvala in čestitke tudi vodstvu javnega zavoda, direktorici in vsem zaposlenim za izpeljano odprtje nove lekarne. Zaposlenim v tej lekarni pa želim, da se v teh prostorih odlično počutijo in da jih bodo obiskovali zadovoljni pacienti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Darja. Stara misel pravi, da je zdravilo za vse slana voda. Znoj, solze ali morje. Kadar nobeno ne pomaga, zavijemo v lekarno. A tja ne gremo samo po zdravila. Gremo po prijazen nasvet, ščepec energije, ko nam ta pojenja, ali po dozo vitaminov, preden zadiši po snegu. Čestitke ob odprtju nove lekarne Škavce v Slovenskih Konjicah in čestitke tudi vsem, ki opravljate svoje poslanstvo ob včerajšnjem prazniku. Zdaj je nova lekarna tudi uradno odprta, uradno predana svojemu namenu. Hvala vsem skupaj, da ste prišli in prijetno druženje še naprej.